Mogoče, še prej začnemo zdaj uradno del, ker vidim, da ne bo takšna klasična uvertura, kjer samo stopim noter pa začnemo, ampak vas vabim, da se ostanete malo pa se pretegnite levo desno, glavo zavrtite. Ker vemo, da rabimo neko zunanjo motivacijo, če ne tega nikoli ne naredimo. Če želite, lahko se usedete nazaj, če ste se že zbudili. Jaz vem, da ste imeli pred kratkim kosilo, pa vas vprašam, zdaj dvignete roko najprej vsi tisti, ki ste že siti, ki ste še siti, no. Pa ne naspani. Zdaj, za naspanost vam žal ne moram pomagati, vam ne znam dati recepta, tudi sam sem nenaspan. Imam doma majhnega otroka, 2 leti starega, včeraj med 39 pa pol vročine, si lahko predstavljate, kako je bilo to, kakšna noč je bila. Ampak ne glede na vse, danes sem tukaj, da besedno štartil sem direktno od pediatrije, da sem, zato da bom z vami in najprej bi se vam zahvalil, da ste mi dali sploh možnost, da se tudi z vami pogovorim o motivaciji. Vem, da Dominik je že slišal moje predavanje, da danes bo še mogoče malce drugače kot zadnjič, ko si ga slišal, ampak danes smo res malo več pogovarjali, kot pa takrat, ko si bil online. In če dam mogoče drugo vprašanje, me zanima, kdo od vas bi danes, če bi se vrnil nazaj na začetek svojega življenja in imel iste pogoje za življenje, dosegel in naredil več v življenju, kot je naredil do zdaj? Dvignite roko. Težko verjamem. Težko verjamete? Ok. Pa zavedam, da ali nismo v pravi dvorani, ali pa vas še noben ni zmotiviral. Dajte povedati, kdo od vas se že soočil kdaj s pomanjkanjem motivacije v življenju? Ok. Torej, tukaj se pa že razumeva. Jaz vam lahko priznam, tudi jaz se dnevno moram ukvarjati z motivacijo. Tudi jaz se moram vsak dan dvigniti gor iz postelje in vprašati, ali bom danes nekaj naredil ali ne. Kot podjetnik je to mogoče še toliko težje, ker nimaš šefa nad sabo, ampak edina stvar, ki te res pravi na noge v življenju, je to, da dve položnici za avto ne plačaš, pa ga nimaš več. Pa si na nogah takoj. Takoj si na nogah. Ampak pa lahko povem, da naučiti se, kako pa se motivirati, tudi v dnevih, kadar je težko, je ena posebna veščina, ki koristi. Zaradi katere sem lahko rečem danes tam, ker sem, zaradi tega sem lahko danes tukaj pred vami stojim, ker se s tem delom motivacije ukvarjam že odkar sem vstopil v podjetništvo. Ni lahko. Življenje ni lahko. So prepreke, so izzivi. Vi še toliko bolj to poznate. Sam sem imel težko življenje, bi lahko rekel za nekatere, nekdo drugi imel težje življenje v pogledu zame, nekdo tretji pa bi rekel, kako se je pa tvoje življenje težko. Vsak od nas se sooča z nečim, kar je za njega najtežje. In to je čas življenja, da ne glede na to, koliko smo raznoliki, koliko imamo raznolike izkušnje, vsakemu je težko. In nič skrbeti, težave se ne bodo danes nehale. Obljubim, ostanejo tukaj, kjer so, ničesar vam ne bom oduzel. Dal bom pa recept ali dva, kako pa se mogoče vseeno tiste težke trenutke v življenju malček olajšati. Namreč motivacija je definitivno del tega, da živimo bolj pozitivno, lepše življenje v istih situacijah, kot smo navajeni. Zdaj pa, če začnemo mogoče najprej zelo zgodbico. Če slučajno poznate, to je Brežiški muzej, dol v Brežicah. To je Štajerska, to ni Dolenjska, ker je čez Savo. Moram poudariti zaradi tega, ker moja teta, ki tam živi, se zelo rada skrega s kom, če reče, da je Dolenjka. Tako da sem se mogel ženi naučiti reči, to je Štajerska Slovenija. In v tem Brežiškem muzeju deluje kustos. A to je to, kako deluje? Deluje. Deluje kustos. In ta kustos res obožuje ta muzej. Z največjim veseljem ga predstavi vsakemu, ki vstopi notri. Zdaj vam moram poudariti, da ta kustos danes več ne dela tam, ampak je delal mnogo let. In je ta muzej poznal na pamet, ljubil ga je, oboževal ga in z največjim veseljem je razlagal čisto vsakemu, ki je šel mimo. Ta kustos pač tudi rad sprejme otroke, ne? In dostikrat se rad z njimi šali, zelo rad govori šali. In dostikrat se tudi pač v njih zaleti, ne? Vemo, kako so otroci, pač se pojavijo povsod. Problem pa je, ker jih ni videl, pa da bi se mu pojavil pred njim, ne? Zato, ker je slep. Stari kustos v življenju tega muzeja sploh videl. Nikoli ni videl, o čem točno razlaga, ampak razlaga z največjo ljubeznijo na tem svetu. On je v tem muzeju povedal toliko zgodb, poznal je vsak korak, poznal je vsak artikel tega muzeja, točno vedel, kje je kaj, na koliko korakov
In edina stvar, ki se lahko zgodi na robe, je, če je kakšen otrok stopil nasproti, ki ni pogrunto, da je gospod slep. No, to je moj stric Ivan Kastelic. Mogoče ga kdo celo od vas pozna, je tudi član svoje društva za slepne in slabovidne. In njegovo življenje je dačno res zanimivo, ne? Kot otrok je še videl nekaj, hitro se mu je slabšalo in skozi leta je izgubil vid, potem je dobil celo priložnost, da je videl popolnoma, ko so mu naredili operacijo, celo lahko vozil avto, na kar se spet zgodi, da se stvar prekine in od takrat naprej ni vidi, niti senc več ne vidi. Ampak on bo vedno nasmejan. Kadarkoli grem k njemu na obisk, bo vedno imel 100 zgodb za povedati. Vedno bo govoril z vnemo, z veseljem do življenja. In vas vprašam, kaj mislite, da je njegova skrivnost? Kaj mislite, da je razlog, da je on dosegel to, kar je? Motivacija. Res je, motivacija je del tega. Ampak kaj se zgodi, je to, da kadar smo motivirani, smo tako, bum, gremo zdaj naredimo, akcijo in naslednji dan se nam že več ne da, dostikrat. Ima kdo takšno izkušnjo? Jaz vam lahko povem z mojo dieto, Ampak obljubim, da na koncu vam povem, kako sem lahko v prejšnjem letu 37 kg že zgubil. In nadaljujem to pot. Z tem, da sem uporabil to ločeno trike. Ampak če pogledamo v bistvu, kaj je motivacija? Torej, kaj je motivacija? Razlog ali razlogi za aktivnosti in obnašanje na točno določen način. To je po oxfordskem slovarju. Zdaj še vedno gledam v angleščini. Angleščina ima 10krat več besed kot slovenščina, zato mislim, da tam najdem bolj popolno definicijo stvari. Na drugi strani sem pa potem razmišljal, kaj je še podobno motivaciji. Sicer stanje flowa. Za tiste, ki mogoče ne razumete, kaj to pomeni, pretok. Oziroma, če se date mogoče v eno pozicijo v življenju, kjer ste delovali že nekaj časa z neko motivacijo, za katero niste vedeli, od kje prišla, ampak kar imeli ste voljo in energijo, da ste eno in isto stvar počeli dlje časa in ste v njej zelo uživali. Torej, stanje toka. Pretok je optimalno psihološko stanje, za katerega je značilno uživanje v globoki absorpciji tega, kar počnemo. To psihološko stanje je samo po sebi nagrajujoče. Doživljanje toka motivira posameznika. In to je tisto, spravi, tok nas motivira. Ko da nekaj počnemo dolgoročno in uspešno, nas motivira. Če se spomnite mogoče, ko ste kdaj reševali kakšne puzle. Bližje, ko ste bili, bolj ste bili motivirani, da zaključite, bolj ste bili zadovoljni sami sabo. Vi točno veste, da ko boste vzeli puzle ven, imate načrt pred sabo, točno veste, kaj je cilj tega načrta, točno veste, da če boste dali vse kose na svoje mesto, vi boste ta cilj dosegli in se počutili odlično. In takrat se počutili motivirani, ker ste imeli vse. Imeli ste sposobnosti, znanja, vizijo, cilj, vse je bilo pred vami. Zakaj pa ni tako, kadar se mi pogovarjamo res o dietah, o naših poslovnih ciljih, o naših osebnih ciljih? Prelagamo bomo jutri, ne? Ponavadi je razlog v tem, ker ali nam manjka znanje, sposobnost, mogoče nam manjka neka vizija, dostikrat pa nimamo cilja. Črt. Ampak to pri ženskah ne velja. Moški za točen cilj, stimulacija in vse. Se bom vzdržal tega komentarja, da ne bom komu pritisnil, ampak če gremo naprej, torej na tore, naslednjo. Teorija flowa pravi to, da če pogledamo to, kar na začetku od spodaj imamo, kjer imamo low, na levi strani imamo izziv, torej stopnja izziva, ali je enostaven, ali je pa težek, in na drugi strani imamo naše sposobnosti. Od tega, da nimamo sposobnosti, do tega, da obvladamo zadevo. In ponavadi pri stanju flowa začnemo vedno tukaj na začetku. Torej, tukaj začnemo. In recimo, da se odločimo za neko aktivnost, nek izziv. Če bomo mi začeli s tem izzivom tukaj gor, ne bomo ničesar naredili, ker brez znanja ne bomo nikoli prišli do tega cilja. In hitro pade motivacija. Če bomo mi imeli ogromno znanja, začeli pa na izzivu, ki je tako nizek, nas bo demotiviral. Ni nekega interesa potem, da bi se izkazali, ker to že obvladamo. Če pa mi najdemo res pravi izziv za trenutno stanje, začnemo se učiti in izboljšujemo svoje sposobnosti, zato da ta cilj dosežemo in zdaj smo že kar predobri. Včasih gremo že proti temu, da nam postaja dolgčas, ampak ne, mi si dvignemo izziv. In spet moramo razvijati svoje sposobnosti, zato da dosežemo neko točko, ko ponovno ta izziv postane enostaven. In če gremo tako po stopničku naprej, kar nekaj ugotovimo, da smo padli notri v flow. In to je pri puzlih. Na začetku moramo si dati enostavno, si damo tisti rob, noben ne začne na sredini sestavljati. Marsikdo proskusi, ampak ne gre.
redko kdaj se to uspe, sploh če govorimo o 1000 kosih, 5000 kosih, pa da so preveč podobne barve, je to malo težko. Zdaj, ko jaz mojim tamanjem sestavljam tiste 3x3, tam so že danes sredili začetki, točno vem, kaj je rob in kaj je sredina. Ampak ja, tisto je enostaven izziv, moje sposobnosti so večje, moja motivacija je nizka. Moja motivacija je več o tem, da z njim se igram, z mojim tamanjem, kot pa da dejansko to, da jaz sestavim ta puzzle. Tako da, če greva naprej. Kakšne vrste motivacije sploh poznamo? Na vrhu vidite interno pa eksterno motivacijo. Interna je tista, ki izvira iz nas samih. To je to, da se jaz želim z mojim otrokom igrati in bom dal vedno čas za svojega otroka. Eksterna je tisto, ko nas, ne šef nagradi, da bomo nekaj naredili ali pa nas kaznuje. In zato, kot sem rekel, zdaj, nagradi ali kaznuje obstaja tudi pozitivna in pa negativna motivacija. Pozitivna je to, ko gremo naproti k nekemu cilju, negativna je pa takrat, kadar bežimo od problemov. Zdaj pa, zakaj je to obkroženo? Ta del je tisti, ki je najmočnejši. Če mi najdemo nekaj internega, kar nas motivira in da ima konec pozitivno nagrado za nas, bomo dlje časa motivirani, da začnemo nekaj početi in da tudi pri tem vztrajamo. Če bomo pa ves čas samo bežali od problemov, pa bo to šefova naloga, da moramo to narediti, takrat pa vemo, kako je. Naredimo, ampak se nam ne da. In nismo nikoli motivirani. In delo ni nikoli tako dobro upravljeno, kot takrat, kadar delamo, ker si mi želimo narediti najboljše, kar se da. Zdaj pa, zato da mi dosežemo sploh interno pa pozitivno motivacijo, smo že prej omenili, moramo imeti nekaj, kar smo rečemo cilj. Pa če gremo eno zgoraj. Da na hitro pišem, na Yale univerzi so leta 1953 naredili raziskavo vseh, ki so maturirali tisto leto in preverili, koliko od njih ima zapisane svoje cilje. Ugotovili so, da zgolj 3% študentov si je svoje cilje življenjske zapisali. Ko so prišli k njim čez 10 let, so preverili, kaj se z njimi dogaja, z vsemi temi študenti. In ugotovili so, da tistih 3% ljudi, ki imajo zapisane cilje, so dosegli več uspeha kot vseh preostalih 97% ljudi. Zdaj si pa predstavljate, če imamo 1000 študentov, pa 30 si jih zapiše cilj, 30 ljudi je doseglo večji uspeh kot 970 ostalih študentov. In kaj to pomeni? Nekaj je na tem, da cilj mora biti, da ga moramo zapisati v življenju. Mogoče? Ali pa so povezali, Ampak spet so imeli cilj, ne? Imeli so jasen cilj. So zapisali verjetno nekje, spusti me naprej. Ta univerza ni v Sloveniji. Kako? Ta univerza ni v Sloveniji. Ta univerza ni v Sloveniji, res je. Ampak imamo po Sloveniji recimo enega ful dobrega strelca s puško, mislim, da se včeraj streljali s puško, če se motim, danes boste? Ste? S pištolo, no. Ramon Debelec, kdo se ga spominja, ne? Njegovi zlati časi, to so bili res wow, še jaz takrat pa otrok sem bil, pa sem razumel to pa neki res vsaka čas, kaj je dosegel. In zdaj, on je res izjemen s tisto njegovo puško. Ampak, a mi verjamete, da če mi date 15 minut priprav, zrihtam, da boste vi vsi pred njega premagali. Mi kdo to verjame? Če njega napijeste. Ok, lahko ga napijem. Jaz pa ponovadi rečem, ne bom ga napil, ker to še vedno je možnost, da zadane, ne, to se zgodi. To vemo, kako je, ko uni še bolj pogumno pol postane. Ne, jaz mu bom prevezal oči, dal prazno puško, ga obrnil vse okoli sebe, da ne bo vedel niti, kje je tarča, in zdaj bom mu dal zastreljati, vam pa dam njegovo puško v roke, napito, polno in vas še pozicioniram. A mi verjamete, da ga boste premagali, verjetno? Ja, verjetno je neka prednost, ne? Orientacija v zgubo, ne, in zdaj ponovadi tukaj mi reče ljudje, je pa logično, se ne vidi cilja. Ja, kaj pa ostali? A vi svoj cilj vidite v življenju? In tukaj je ta razlika. Slovenija ali pa Amerika. Če cilja ne vidimo, ne vemo, kam iti. Ne bomo nikoli tam prišli. Ker ko gremo mi na pot, če bi jaz danes sedel, ko sem štartal iz Dragonje pri Domžalah, da bom šel nekam na predavanje, ampak v GPS ne bi dal kam, ja, do sem ne bi prišel. Bi lahko še 100-krat probal, ampak mogoče bi mi ratalo, veš, če bi eno leto poskušal, pa zavil pri vsakem ovinku na blef, pa evo, danes sem pa tukaj, tedno videl. Pa bi mi bilo žal, ker mi je fajn tukaj, sem videl lepe kraje, pa sem že bil v okolici, ampak točno tukaj ne. Tako da, ja, cilj je
moramo imeti jasno definirano. Brez ciljev ne bomo nikoli mogli doseči ničesar. Zato potrebujemo cilje. Zdaj pa, če gremo kar preskočimo nekaj. Evo, če imamo že čas, pa se dajmo dotakniti vrednot. Cilji namreč morajo biti vedno povezani z našimi vrednotami. Zdaj pa, če vas vprašam, kdo od vas razume koncept vrednot? Ok, super, ena roka. Poznate svoje vrednote? Jaz vam moram priznati, ko sem vstopil v posel pred 12 leti, se nisem zavedal svojih vrednot. Jaz sem mislil, ok, moj cilj je zaslužiti denar v poslu, si ustvariti lepo življenje, kupiti hišo, imeti dober avto, imeti fajn družino, uživati življenje, čim prej priti do penzije. To so bili cilji vsakega našega mladega takrat v tistih časih, ki je vstopil v direktno prodajo, ker v prodaji je denar, v prodaji se da zaslužiti ogromno. In če vztrajaš, če si dober, boš uspel. Res je, ampak. Ko sem jaz kasneje pogledal svoje vrednote, sem ugotovil, da moja vrednota pa ni tisti super športni avto. Da moja vrednota ni imeti ogromno bajtov, v kateri se niti ne znajdem, pa se moram ukvarjati 3-4 leta za to, da jo pospravljam, za to, da v njej uživam tisti 3 mesece. Moja vrednota ni, da ves čas delam samo zato, da bom čim prej v penziji. Moja vrednota je to, da ustvarjam. To, da nekaj nastane iz tega, da nekaj dam nekomu. In takrat sem pogruntal, da moji cilji so bili v bistvu napačni. So me motivirali zaradi družbe, ki nam je dala to prispodobo, to projekcijo, da ja, moraš imeti denar, moraš imeti to uspeh za to, da si srečen v življenju. Ampak vrednote, ko jih res raziščite, ko greste globoko v sebe, ugotovite, da vrednote narekujejo vaše odločitve. Jaz, ko moj mali zboli, jaz bom dal 3/4 posla na stran, kar ni nujno za to, da bom z njim tam. Karkoli ni dogovorjeno fiksno, bom prestavil zaradi tega, ker mi je pomembnejše biti z družino. Ker kaj mi bo ves denar na tem svetu, če bo pa on nesrečen doma? Rajši se ostanem doma z njim, pa s partnerko, pa smo vsi trije srečni. Pustimo, da si gremo malo bolj na živce, mogoče, ker smo predolgo skupaj, ampak bistveno je to, da bi imel občutek, da grem takrat na pot, bil res pretežje in ne bi odtektal denarja, ki ga rače zaslužil. In isto je pri odločitvah, ki jih upravljate vsak dan glede vaših ciljev, kam greste. Ker če imate vi, 10 različnih vrednot, predstavljate si, kot da imate 10 vrčev za vodo, kovinskih, vsi so do polovice polni z vodo in v vsakega kaplja voda. Kaplja, tak, fajn, vse v redu. Po pa vi eno vrednoto dolgo zanemarjate. Tale škafet začne puščati nekje, odteče se voda, in zdaj začnejo tiste kapljice padati na kovinsko dno. Kako se to sliši? Ting. In ravno takrat ugotovimo, da nas nekaj boli. In ker ne poznamo svojih vrednot, ne vemo, kaj nas boli. Ne vemo, kaj moramo popraviti, ampak vemo, mi nismo srečni, mi smo dosegli vse te cilje, ampak srečni pa nismo. Še kar. Imamo vse, kar smo govorili, da hočemo imeti, ampak nismo srečni. Ker nismo poznali svojih vrednot, ker smo jih zanemarjali posledično. In zato vam dam eno nalogo za doma. Soočite se s sabo, da se vprašate, kaj so vaše vrednote. Najlažji način je, greste na splet, napišete vrednote, si jih pripišete za različnih pezek in po občutku si najdete tistih 5, ki vam največ pomeni. Naslednja stvar je potem povezana z vašim ciljem je višje poslanstvo. Torej, to je tisto, kaj je za cilje. Kaj naprej, ko vi dosežete nek cilj. Cilji so lahko na uro, na teden, na mesec, na leto. Poslanstvo pa tisto, če vi stremite ves čas. Je tisto, kar odlikuje res končno vaše odločitve. Da boste danes počeli eno stvar, da boste delali drugo stvar. Boste gledali televizijo, boste brali knjigo. Pa boste šli na sprehod ali se boste privoščili eno torto za pojesti. To je vaše poslanstvo. Če je vaše poslanstvo, da ne vem, ste najboljši oče ali pa mamo v življenju, boste delali vse za to, da to dosežete. Če je vaše poslanstvo to, da ste podjetnik, boste delali to. Če je vaše poslanstvo, da ste najboljši zaposleni, boste počeli stvari, ki so v skladu s tem. Si boste postavljali cilje, ki so v skladu s tem vašim poslanstvom. In nobeno poslanstvo ni premajhno. Jaz se spomnim, da sem že spoznal res ženske, ki, jaz pa ne vem, jaz sem mama in ne vem, kaj je moje poslanstvo, ne vem, kaj bi si dala kot cilj. Mama je poslanstvo. Biti dobra mama, biti dober oče, to je poslanstvo. To je eno največjih poslanstv na tem svetu. Poslanstvo ne pomeni
da bomo mi zdaj vedno spreminjali svet. Ne pomeni, da bomo mi zdaj ponovno obogateli. Poslanstvo je lahko nekaj, kar je naša tista notranji klic, kar nas kliče, kar nas kar vabi, da gremo proti temu. Kot vidite, lahko tukaj spodaj, ne? Se pravi, ta kompas naš, ki nas usmerja, da se potem odločamo na dnevni bazi. In če gremo še kako preskočimo, identiteta. To je pa to, kdo mi smo. In tukaj se skriva ena skrivnost, zakaj je mojemu stricu uspelo biti kustos v muzeju, čeprav ga ni videl. Namreč njegova identiteta v življenju je bila, jaz nisem slep. Ampak on ni videl. Ampak jaz se ne bom pozabil, on se vedno rad pošalil na to temo, da on ne zna biti slep. On nikoli ni uporabljal tiste palice, zaradi tega, ker je enostavno rajši šel, pa z roki malo tipo, pa je padel. Ampak to je bil njegov način. On se je izražal skozi to, da jaz nisem slep. Ta trenutek ne vidim, ampak jaz nisem slep. Jaz nisem onesposobljen dela. In njegova identiteta je bila, jaz lahko počnem, kar želim. In zato je imel on to dodatno motivacijo, da iz dneva v dan vztraja, pa je padel 100-krat, pa se je razbil, pa je bilo nidenih hudih stvari, iz avtobusa dol, na avtobus padel, ogromno. On se je vozil z avtobusom v službo. Hvala Bogu, ni šel z avtom. Dejansko, njegova identiteta je bila ta, da on ni slep, ampak on je nekdo, ki ta trenutek ne more videti, ampak bo pa počel stvari, ki jih lahko počne vsakdo, ki si jih želi početi. Seveda z pomenom varnosti, da pač ne bo šel res voziti avta na cesto. Ampak čim ga je lahko, ko je imel operacijo in ko je videl spet, je takoj šel na cesto voziti. Mu je super lafal. Zato je pač pomembno, da veste, kdo ste. In tukaj ponovno, zvečer, ko pridete domov, si lahko date, tako kot za vaše vrednote, tako kot za vaše poslanstvo, ki ga lahko si zapišete, odkrijete skozi različno vprašanje, tudi to lahko najdete na internetu, vprašanja za poslanstvo, si isto lahko napišete, kdo ste vi. In to je nekaj, kar vse te 3 stvari, se z njimi soočimo lahko vsak dan. Vrednote so nekaj, kar se spreminja iz minute v minuto. Mi lahko ta trenutek gremo na sprehod ob rekico in se imamo fajn in kar nekaj dobimo en klic, da pa gori hiša. Mi smo si dali cilj, da bomo prišli do nekega vrtička tam lepega, ampak zdaj pa hiša gori. Ja, naša vrednota se bo hitro spremenila iz tega, da imamo fokus na zdravje pa naravo, v to, da moramo reševati našo hišo. In to je normalno. Ampak če mi spet ne poznamo teh vrednot, ne bomo vedeli, zakaj se odločiti. Če nas bo sosed klical, da njegova hiša gori, spet moramo vedeti, da je naša vrednota dobri sosedski odnos, ali ne? Lahko da je, lahko da ni. Ne sodi, kaj so prave vrednote. Vsak mora zase vedeti. In nikogar ne smemo obsojati za njegove vrednote. S temi občutki smo se rodili, s tem smo bili priučeni. Starši so nam dali te vrednote. Vemo, marsikdaj se govori o socialističnih vrednotah, o Titovih vrednotah in podobno. To se je danes pozabilo. Takrat se je to komuniciralo, takrat je bila to propaganda. Danes to počnejo samo podjetja. In zakaj so podjetja dosegajo cilje, zakaj so podjetniki uspešni ponavadi, tisti, ki se s tem ukvarjajo, ker imajo jasno zastavljene cilje, ker vejo, kdo so, kaj je njihovo poslanstvo in kakšne so njihove vrednote. In če to uspejo delati podjetniki, zakaj ne mogli delati to tudi mi, navadni ljudje? Pa karkoli bi pomenilo to. Nekdo je zaposlen in če s tem zadovoljen, se lahko še vedno ukvarja s tem, da si daje dnevne cilje, da se sam sooča s svojimi vrednotami, da si zapiše svoje poslanstvo. Mogoče pa ugotovi, da mu to ni najbolj všeč, kar počne danes, da bi mogel početi nekaj drugega za to, da bi bil srečen. Ker na koncu dneva, če ne počnemo to, kar nas osrečuje, kaj je sploh namen? So ljudje, ki pri 18 umrejo, pokopljajo jih pri 65 sicer, in grejo skozi celo življenje, tako da ne vejo, kaj želijo in nesrečni. Ker živijo zato, ker smo jim ljudje rekli, moraš doštudirati, moraš si najti službo, varno se poročiti, imeti 2 kredita, 3 vsaj, psa si še navajati v mestni poti in enostavno pri 65 počasi 3 več, ker penzije ne bo. Ampak to ni nujno realnost, v katero moramo živeti. Lahko se odločimo, da bomo živeli drugačno realnost. In tukaj pride motivacija. Če gremo naprej. Prva naloga, ki je, torej, da si postavimo cilje. Kdo je že slišal za SMART metodo, najprej dvignite roko, postavljanje cilje? Noben? Kdo od vas je podjetnik, mogoče če vprašam to na začetku? Ena, ok. Pol razumem mogoče zakaj. Podjetništvo je to SMART metoda ena izmed
ključnih stvari, kadar se soočiš s startupom, kadar se soočiš s tem, da greš na svoje, to si vprašaš SWOT analiza, Lean Canvas, Smart cilji in tako dalje. Ne? Ampak vam lahko povem, da to je res neka metoda, ki ima svoj vpliv. Če mogoče gremo kar na naslednjo. Smart metoda nam omogoča, da mi postavimo specifične cilje, ki so merljivi, ki so dosegljivi, realni, časovno opredeljeni, pa smo mi dodali še, da so ekološki, da imajo neko nagrado, pa pozitivno smer. Pa bom na hitro razložil vsak segment posebej. Specifičen cilj. Če jaz rečem, bom shujšal, kaj to pomeni? Mislim, jaz lahko pojem ful, pa sem vsak dan hujši. Hujšam. Pa to ne pomeni, da sem dosegel nek cilj, da bi izgubil telesno težo. Zato je pomembno, da recimo v tem primeru rečem, ja, jaz pa želim izgubiti 10 kg, 20 kg, 30 kg. V lanskem letu se stehtati, ja. Za začetek se moramo stehtati, deti moramo narediti evalvacijo, kje smo mi danes, ampak če hočem vedeti potem, kam hočem priti, se moram definirati jasno, specifično, kaj bo ta cilj. Lahko je to cilj, ne vem, želim v tem letu prebrati 12 knjig, eno na mesec. Zakaj pa ne? Ampak specifično mora biti. Hkrati merljivo, torej 10 kg, 12 knjig, narediti 100 sklec, prevoziti 100 km s kolesom, karkoli bo vaš lastni cilj, naj bo specifičen in merljiv. Zato, ker, kot smo rekli pri puzlih, vi ste videli sliko, ki jo želite. Vi ste vedeli, koliko koščkov je, torej to se vse lahko zmerili. Sam niste mogli zmeriti, koliko časa boste potrebovali. Pa še to bi lahko verjetno te velike korporacije dali neko statistiko, povprečen človek rabi toliko časa. In bi vedeli, ok, še to lahko zmerili. In potem si preračunali, koliko takšnih puzlov lahko v enem letu rešite. Dosegljiv. Če cilj ni dosegljiv, ponimamo tiste motivacije, smo rekli prej, po flowu. Ne vemo, ali ga bomo dosegli ali ne, zato si moramo dati nekaj, v kar verjamemo, da je možno doseči. Če si jaz rečem, da bom prehodil 10 000 km v tem tednu, ni realno. Tako da je naslednja stvar tudi ta realen. Eno je dosegljiv, drugo je realen. Sta si zelo podobni, ampak ne nujno enaki. Zdaj, dosegljivo je, da jaz naredim vsak dan 100 km s kolesom. Zdaj pa, če imam planiranje že naslednjih 2 tedna, da imam vsak dan nekje neko predavanje ali pa da imam nek posel, pa to ni realen cilj. Se sam sebi mečem, kaj se oči, da se mu rekel, ja, to bom dosegel. Ne, jaz rabim za tistih 100 km, x ur, če jih nimam toliko časa, to ni za več realen cilj. Zato si moram dati ali spremeniti cilj, ali časovno komponento, ali pa pač nekaj drugega spremeniti, ali pa okolico tega cilja. Časovno opredeljen, torej, dokdaj bom to dosegel. Vemo, kako je to. Ja, v tem letu bom pa, ne vem, prišparil 1000 evrov za iti na počitnice. Ampak, če mi ne damo točno jasno, dokdaj, te počitnice pridejo čez 5 let. Ker se to nikoli ne zgodi. Ker bomo kdaj, 30. decembra bom rekel, zdaj pa začnem šparati. Ja, ne gre. Ta teden, to leto bom prišparil 1000 evrov, ja, ampak tako, da bom vsak mesec dal 80 evrov na stran, 90, 100. Tako, da bom vsak teden dal 20 evrov na stran. Aha. 20 evrov na teden pa bi se že dalo, ne? In zato je pomembno, da imamo to merljivost, da imamo to specifičnost. Ker potem, ko mi gremo to narediti načrt, kako dosežemo ta cilj, ugotovimo, to pa je realno, to pa se da in nas to začne motivirati. Ekološki pomeni, da moramo paziti na to, da ko mi ta cilj dosežemo, ne škodimo ničemur, kar je v kontradiktornosti z našimi vrednotami. Jaz, ko sem začel v prodaji, ja, moji cilji so bili tisti avti, tisti denar, pa vse, imel sem pa super partnerko takrat. Kaj se je zgodilo? Ta partnerka me 2 leti skoraj videla, nekaj sem non-stop delal. In kaj se je zgodilo, ko sem cilj dosegel? Partnerke nisem več videl. Denarja za konc tudi nekaj mi ni pomenil nič, ne? Ampak, ne glede na to, se pravi, jaz sem svoje cilje dosegel in zakaj sem jih imel? Ker sem hotel živeti življenje z njo. Ona pa ni imela te iste vizije, ona ni razumela, da ja, danes mi ni 2 leti, 3, 4, 5, zato da bo potem skupaj lahko 4-7. Ne, ona je hotela med imeti danes malo, pa jutri malo, pa jutri še malo. Vsak dan, da sem z njo, ker je rabila ta občutek, je rabila to vizijo. In zato je pomembno, da tukaj postavimo takšen cilj, ki ne škodi našemu cilju. Torej, če bi moj cilj, da imam denar za to, da sem s partnerko, ja nisem naredil dobro nalogo.
Torej, moj cilj bi lahko bil, ja, delal bom 8 ur na dan efektivno, zato da bom 2 uri na dan z njo, povprečno seveda, zato da bova potem 1 leto kasneje finančno svobodna. Včasih je boljše seveda daljše časovne obdobje, kot pa pretirava pri eni stvari. Nagrada, ja, nagrada bomo tudi definirali. Ampak predvsem tukaj mislim tudi, dajte si napisati zraven, kaj se zgodi, ko vi dosežete ta cilj. A si boste nekaj privoščili. Kako se boste počutili? Nagrada je lahko tudi dober občutek. Jaz sem nekako, ko bom dosegel svoj cilj v kilah, sem počutil tako, da bom lahko 3 ure tekel z mojim tamarjem za žogo in bom še vedno energijo, da grem še na nogomet s prijatelji, ali pa na golf s poslovnimi partnerji, ali pa da grem na neko potovanje, ali pa da grem brati knjigo, ne pa da pridem domov umrto, ker ne morem več nič. Zato ta nagrada mora biti na koncu definirana, da veste, kdaj ste vi cilj dosegli. Ker marsikdaj se zgodi, ja, jaz pa moram, ne vem, bom prebral teh 12 knjig in kaj gre. In jih prebere in še vedno ne razume, da je prišel na cilj, ker se ni dal nobene nagrade. Njegovi možgani niso razumeli, cilj se dosegel. Če se bi si napisal, ko dosežem, ko preverjam 12 knjigo, si privoščim film. In si ga pogledal in takrat bodo njegovi možgani vedeli, zdaj se pa malo fajn, torej cilj je bil dosežen. Zato je pomembno, da imate definirano, kaj bo vaša lastna nagrada. Lahko to fizično, lahko to občutek. Vse je v redu, važno, da vi veste. Pozitivno pa to, da ni bežanje proč od, ampak kot smo rekli prej, motivacija, ki nas motivira k nekemu pozitivnemu cilju. Vam je zdaj to malček bolj jasno? Nič skrbeti, dobite lahko tudi PowerPoint kasneje na maile, bom dostavil Dominiku in vam ga lahko pošljem. Ok, če gremo naprej. Torej, če se date cilj, kjer vi odgovorite, ja, znam to narediti, bo to že ena dobra motivacija. Bo prineslo pozitivne rezultate. Ali, ko ste vi dosegli ta cilj, bo pozitivno vplivalo na vaše življenje, če je odgovor ja, bo dodatna motivacija. In na koncu še, je vredno zame in za druge. Ali je to nekaj, kar ima vrednost? Kar bo res na koncu, ko ste vi to dosegli, ste dobili to nagrado in na koncu ste občutili tudi to vrednost tega. Če boste na vse 3 odgovorili z ja, ko ste vi postavili svoj cilj, verjemite mi, motivacija bo že notri začela naraščati avtomatsko. Ker to so znanstveniki dokazali, da te 3 komponente ustvarjajo motivacijo. No, kaj pa načrt? Če gremo kar naprej, kar skočimo naprej. Majhni koraki do uspeha. Marsikdo se pravi, na koncu vprašal, kako ne dosežem ta cilj. In vemo, sam sem dostikrat naredim to napako, še dan danes. V ponedeljek si dam jasne cilje, seveda jih ne naredim. V torek si rečem, dobro bom danes nadoknadil, ne naredim. V sredo rečem, ajde, zdaj bom pa res celo to delati, ker je do petka je malo časa ostalo. In potem prije petek in rečem, danes bom pa vse naenkrat naredil. In spet prijemo do tega, izziv je postal prevelik, čeprav so sposobnosti mogoče tam, me demotivira. Zato vedno svetujem majhni koraki do uspeha. In zato, če si date vi v tistem letnem, mesečnem, kakršnemkoli cilju, to merljivost, lahko to razdrobite na manjše koščke. Lahko razdrobite na dneve, na ure, na tedne, kar vam paše. In če si jaz dam, ok, v tem letu želim izgubiti še dodatnih, recimo do konca leta 20 kil, to bo meni 1 na teden. To se pa da. 20 kil se sliši ogromno. 1 kilo na teden, ok, to je že. In isto, če si dam tisti cilj, želim prišparati 1000 evrov, zato da si privoščim novo leto, kot se zagre, ja, do konca leta je približno res 20 tednov, še dobrih 25. Vsak teden si moramo dati 20 evrov na stran, 40 evrov, v tem primeru, 40 evrov na stran in smo mi konec leta šli na dopust ali si privoščili darilo zase ali pa za našo družino. Ker kadar mi rečemo, ja, 1000 evrov, 10 000 evrov, to je ogromno, se sliši za nekatere. Za nekatere je že 100 evrov ogromno. Ampak večina bo rekla, dobro, vse ti si 10, 20, 40 evrov, pa ni toliko hudega, ne? Dosti krat jih porabimo za brez veze. In zato je pomembno, da začnete z majhnimi koraki. In jaz priporočam, da kadar se postavite neki višji cilj, se vprašate, ok, kateri majhni delčki tega cilja me bodo pripeljali do konca. In si date vsak dan to kot vaš dnevni cilj. Še bolj pomembno, da pri motivaciji uporabljam strategijo, da
vsako jutro imam točno jasno definirano nalogo, ki ko jo opravim, je dan popoln. Kaj se zgodi? Recimo, da si dam, ok, danes pa moram spisati ponudbo za nekega poslovnega partnerja, ki jo čaka, in če to naredim že zjutraj, v prvi uri dela, in si rečem, dan je popoln. Vseh ostalih 6, 7, 8 ur, koliko še bom delal, ali pa 4, so bonus. In to nas spet dostikrat motivira. Najprej smo naredili tisti ta težji korak, požreti živo žabo, če kdo ne pozna knjige, lahko si pogooglate. Se pravi, naredili smo prvi korak, ki nam je dal zdaj moč, ok, zdaj je dan pa perfekten, vse, kar zdaj naredimo, je bonus. In predvsem pa pomembno, da si damo nekaj rutine v življenju. Tako kot imamo mnogi rutino, gremo zjutraj v službo, oddelamo 8 ur, pridemo nazaj. To je za nas, mi potrebujemo motivacijo, da to naredimo. Ne, motivacija je tisto, da bodo računi neplačani. Ampak zakaj pa ne mi izkoristi isti princip delovanja v življenju, kot je služba, torej rutina, da bi se motivirali k pozitivnemu cilju. In torej, dajmo se vprašati, katere 3 majhne aktivnosti privedejo do cilja. Recimo spet, v mojem primeru hujšanja, če bom naredil vsak dan 10 sklec, 10 počepov pa 10 rušnjakov, bom sigurno bližje svojemu cilju, kot če tega ne naredim. Pa se sliši malo mogoče. Ampak vam povem, ko sem svoj še 37 kg, tako da sem začel ne z 10, 5 rušnjakov, 5 sklecov, 5 počepov. Meni, ko je rekel to moj mentor, sem bil pa, da je to prelahko, je rekel, boš videl. Pa sem začel prve 4 dni, 5 dni. Pa je bilo, to je brez vezi, skoraj se mi ne da. Sem se dvignil na 10, sem se dvignil na 20, sem se dvignil na 30. Ko je pa že prišlo tisto jutro, čakaj, danes sem pa teh 30 lih ne da več. In ga pokličem, tega že danes pa mi ni volje, veš, danes pa nima motivacije. Je rekel, kaj si pa naredil? Ja, glej, to kot vsak dan, ne, 30, čakaj, mi da smo rekla 5. Rekel, začni nazaj, pedi na tisti minimum, ki ti je prelahko. Zato, ker to je toliko lahko, da ni izgovora, da ne bomo tega naredili in nas aktivira telo. In verjemite mi, ko nekaj počnete, dovolj časa ponavljate, postane to ne nekaj, kar moram narediti, ampak nekaj, kar hoče narediti. In na takšen način boste prišli do situacije, da bodo vaši cilji ne postali nekaj, kar se trudite doseči, kar rabite motivacijo da doseči, ampak bo to, jaz to dosegam, ker uživam v tem. In če gremo naprej, se pravi, in to je v bistvu stanje flowa. To je to, ko mi začnemo delati majhne korake, ko si rečemo, da če želimo prebrati 12 knjig v tem letu, to pomeni, da prejšnja knjiga ima 20 strani, na mesec 20 strani, na dan bi to pomenilo nekih 6, 7, 8, to pa ni tako hudo. Če bomo mi konsistentni, bomo na koncu leta prebrali 12 knjig več, kot povprečen Slovenec. In kaj bi to pomenilo, če ste vi, ne vem, se želite postati strokovnjaki v nekaj smeri, če boste brali knjige v tej smeri, boste vi v 5 letih med 1% največjih strokovnjakov, ne samo v Sloveniji, tudi na svetu, ker boste naredili več dela, kot ga dajo ostali noter. In zato nikoli ne dvomite v moč majhnih korakov, ampak pomembno je, da jih imate zelo jasno definirane. Da si pišete kljukice, smo naredili, ker to je tista nagrada. Se veste, tiste točke zvestobe, ki jih dobite za vsak naprej. To nas motivira, ko vidimo, koliko točk imamo, koliko nalepk imamo. Bomo kupili še eno šalico, že 20 set nožev, ki jih imamo doma. Ampak to ljudje kupujemo. Zakaj? Ker podjetje točno vejo, da nas motivirajo majhne nagradice, instantne, ki jih vidimo, ki jih čutimo. Zato dajte izkoristite iste psihološke trike za sebe, za svoje življenje, zato, da si označite, si zapišete vsak dan, torej, to in to naredim, kljukica danes, kljukica danes, kljukica danes. In ko pride tisti X, ne obupajte. Takrat začnete spet naprej. Ne se reči bom jutri, ne, zdaj, ta trenutek, ker je tako majhna ta nalogica, da vam je enostavna. In verjete, ko boste vi ustrajali 66 dni, takrat si dvignite to. Ker takrat bo pa res tisto preveč enostavno in bo naslednja točka postala toliko enostavna, se bom to pa res naredil. In pa res nič enostavno. In tako boste prišli kar nekaj do tam, do tega flowa, pa se ne boste niti zavedali, da ste vi dosegli cilj. In boste uživali v tem procesu doseganja ciljev. Če gremo na kar pred zadnjo. In to, kar bi vam zdaj rad pustil, je ta citat mojega enega izmed najljubših govorcev na svetu, Les Brown. Zdaj se lahko pohvalim, sem tudi vstopil v njegov mentorski program.
Cilj je luno, kajti tudi če zgrešiš, boš pristal med zvezdami. Ja, to je resnica, ja. To je to poslanstvo. Dajte si nek cilj, ki vas privlači. In takšen, da tudi, če na koncu ga ne dosežete, ste toliko uživali v procesu, da ste postali boljša oseba, ki je dosegla več, kot ste naredili do dan danes. Kajti imate to možnost. Na vas je, da se odločite, da boste svoje življenje prijeli v svoje roke in iz njega naredili nekaj, kar bo za vas na koncu dalo občutek, ok, zdaj pa ne bi šel nazaj in ne bi spremenil čisto ničesar, kar sem do zdaj naredil. Hvala.